Že je tukaj Valentin. Danes je 27. april, ko praznujemo dan upora proti okupatorju. Prej se je dan imenoval tudi dan Osvobodilne fronte. Ko se spominjamo na okupacijo Jugoslavije iz strani nemške vojske. In vprašanje je, kaj je tisto, kar povzroča vojne? Kaj sili ljudi v to, da drugemu povzročajo trpljenje? Na tem svetu je dovolj za vse. Če pogledamo živali, lahko vidimo, da živijo v harmoniji, v sožitju drug z drugim, da iz narave jemljejo samo toliko, kot potrebujejo. To pa ne pomeni, da živijo neko manjvredno, asketsko življenje. Njihov način življenja temelji iz veliko večjega zavedanja, povezanosti in soodvisnosti vsega življenja na tem svetu. Živali tudi ne potrebujejo neke zaščite proti naravnim elementom. Vse, kar potrebujejo, je njihovo lastno fizično telo. Skozi to telo se izražajo, komunicirajo in to na tak način, ki ga ljudje še nismo odkrili, oziroma se te informacije o tem, kako živali zaznavajo sebe in ta svet, sedaj pojasnjujejo v obliki audio posnetkov na spletni strani IQF iz serije Animals Life Review. In povezavo do tega videoposnetka oziroma do te serije audioposnetkov najdete v opisu tega videoposnetka. No, ampak zakaj smo ljudje tako nerazumna bitja? Zakaj se ne učimo od živali? Zakaj si lastimo prekomerno naravne vire in ozemlje? Zakaj množično pobijamo pripadnike lastne vrste? Kaj je tisto, kar nas naredi nerazumne, kar nam vzame zavedanje od realnosti življenja? In to je energetski sistem, ki ga imenujemo oziroma umsko-zavestni sistem. Ta sistem je energija, je zgrajen iz energije, vendar je neka avtonomna entiteta, ki ima prav tako svoje zavedanje in ščiti svoj lastni interes. Ta umsko-zavestni sistem je prefinjen, subtilni, notranji sovražnik, je notranji okupator, ki nas okupira na zelo pretkan, neopazen, neviden način. Pretvarja se, da je naš prijatelj, da nam koristi, da brez njega ne moremo živeti, da je sestavni del nas, v resnici pa je simbiotski, parazitski sistem, ki srka življenjsko silo iz našega fizičnega telesa. Kako nas on okupira?
ko se rodimo, se utelesimo v fizično telo. Takrat še ni tega uma oziroma umsko-zavestnega sistema. So določeni zasevki, je določena osnova, tudi se začne aktivirati šele tam pri starosti leta in pol. Naše fizične občutke, spomine od rojstva do leta in pol začne interpretirati in graditi umske spomine. Ponujati nam začenja misli in domišljijo, ki so vtisi iz preteklosti. In za temi mislimi, ki se pojavljajo v obliki glasov v naši glavi, nas vse bolj vabi, da začenjamo prebivati v umu, v tem energetskem sistemu. In nas na ta način loči od našega fizičnega telesa. Iz leta v leto vse bolj izgubljamo zavedanje, da smo v fizičnem telesu in da smo del te fizične realnosti. Ta notranji okupator nas loči od življenja. Vodi nas za proizvodnjo misli ter energij, ki jim rečemo čustva in občutki. Z pozitivnimi in negativnimi energijami nas nagrajuje za to, da sodelujemo v umu, da sledimo mislim, ki nam jih proizvaja. In je energetski sistem, ki srka energijo iz fizičnega telesa. Želi dobiti čim več energije za svoj obstoj. Ne zaveda se, da je materialni svet omejen. Ne zaveda se, da če bo izpil vso energijo iz fizičnega telesa, da bo na ta način tudi ubil gostitelja in prenehal obstajati. In če mu dovolimo, da nam prevzame pozornost, potem nas vodi v uničevalna dejanja. Prepričuje nas, da moramo imeti več, kot potrebujemo. Prepričuje nas, da moramo čutiti občutek moči, da moramo posedovati veliko stvari, da moramo imeti to in ono, da bomo srečni in zadovoljni. Naš ima neomejen apetit. In to se potem potencira tudi do te mere, da preprečuje ljudi, da se združujejo, ustvarjajo vojske in okupirajo druge države. Vse vojne so posledice notranjega okupatorja. Okupatorja, ki ga imamo vsi v sebi in se imenuje oziroma umsko-zavestni sistem. Zato spreglejmo te resnične vzroke za vojne, ki jih imamo v sebi, v obliki razdvajajočih nerealnih misli. In jih zaustavljajmo. Osvobajajmo se od tega notranjega okupatorja. Ker so te misli energija in zelo hitre, jih lahko zaustavljamo samo na ta način, da jih najprej zmaterializiramo, da jih prinesemo v ta
fizični svet, da postanejo fizična realnost. Izpisovanje svojih miselnih vzorcev je torej osnovno in najmočnejše orožje za boj proti notranjemu okupatorju. Več glede tega, kako učinkovito zaustaviti vojno, ki neprestano divja v naši notranjosti, lahko izveste, če boste sledili povezavam v opisu tega videoposnetka. Prvo orožje se imenuje DIP Light. To je spletni tečaj, uvodni, brezplačni spletni tečaj, ki je prva pehotna enota za napad na notranjega okupatorja. In ko porabimo to orožje, je na voljo še artilerija. Močna artilerija, ki popolnoma ugonobi notranjega okupatorja. To pa je napredni nadaljevalni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Pro oziroma Destiny iProcess Professional. S temi orožji boste prvič v zgodovini obstoja človeštva lahko kos notranjemu okupatorju in prinesli notranji mir, ki se bo potem s časoma začel reflektirati tudi v zunanjem miru, v sožitju med vsemi živimi bitji na tem svetu. Dvignite se torej proti temu subtilnemu notranjemu okupatorju in ga premagajte. Tega ne more storiti nihče namesto vas. Samo vi sami ga lahko iztrebite. Združujemo se sicer ljudje, ki delamo po tem sistemu notranjega prečiščevanja, tako da najdete soborce na spletni strani destiny.org. V Sloveniji pa se združujemo v Facebook skupini z imenom Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Pridružite se torej nam, da skupaj ustvarimo razmere na svetu, kjer bomo vsa živa bitja deležni izobilja in harmoničnega sobivanja. Hvala za posluh in nasvidenje.